Dobrodošle, drage moje članice, pozdravljene, drage moje prijateljice, kolegice, sodelavke, pa kaj naj rečem, vse moje drage boginje. Upam, da ste dobro zaštartali teden, da ste se odločile, da ste vi tiste, ki lahko naredite nekaj za ta teden, vi lahko spremenite svoje življenje, nihče drug. Res, bolj ko se boste tega zavedale, lepše vam bo v življenju. A veste, najlažje je biti žrtev, zaradi tega, ker žrtev ostane v coni udobja. Ko postopimo iz cone udobja, pa najprej postanemo pogumne, ker se odločimo narediti en drug korak. Druga zadeva, katera je, premagamo strah, ki je strah naš največji sovražnik. Potem pa se začnemo tudi zavedati, da kdo v resnici si želimo postati. In ta teden imava z mojo kolegico, ambasadorko, čast, da bomo vaše dežurne ambasadorke in se bomo dotaknile področja poslanstva. Marsikdo me vpraša, pa kaj je sploh moje poslanstvo? Drage moje, vse lahko veste, kaj je vaše poslanstvo, če se boste začeli ukvarjati same seboj. No in danes moj video, recimo, da bi ga rada posnela v 10 minutah, bom poskušala preko 4 listkov vam povedati, zakaj je pomembno vedeti, kdo ste, kdo želite biti. No in bom kar začela s prvim listkom. Dragi moje, vse moje dame, najprej je pomembno se vprašati, kdo v resnici sem. Kdo želim biti? To je tudi pomembno, kdo želiš postati, biti. In ta tretje, zakaj počnemo to, kar počnemo. To pomeni, o tem govorimo, to je naša namera ali naše poslanstvo. No in se zdaj najprej dotaknimo, zakaj je nastalo gibanje. Kaj je bilo moje sporočilo, moja namera, moje poslanstvo gibanja? Opolnomočiti vas, drage dame, da se zavedate, da ne rabite biti žrtev, da je vsaka od vas lahko zmagovalka, čisto vsaka, da z zgodbami, z izkušnjami vam predstavimo, da se da je marsikatera, tako kot moja zgodba, ali še katera še slabša, ali še hujša, kakorkoli, da je pokazala, kaj je naredila v svojem življenju, da danes živi srečno, zdravo, uspešno, izpopolnjeno in bogato življenje. Ker danes, po moje, v vseh teh videih ste se že naučili pri meni, ko rečem bogata, o čem govorim. Tako da, bolj ko boste vedeli, kdo v resnici ste, bolj boste znali priti do svojega poslanstva. In preko naših zgodb, preko našega programa, bo pomembno zavihati rokave in začeti spoznavati, kdo v resnici ste. Ampak, kje se vam ustavi? Ustavi se vam pri potrpežljivosti. Hitro želite narediti nek rezultat, pa ne gre od danes na jutri. V moji zgodbi vam opišem življenjsko zgodbo, ki jo govorim pred 5 leti in vam tudi povem v raznih videih, da mi ni bilo enostavno govoriti za nazaj, to pomeni se spomniti, kakšna sem bila pred 5 leti. Ampak v vsakem primeru, dovolite si čas. Primer, pa bom mogoče začela s tem listkom, ki je bil zadnji. Tukaj imamo en graf, vse sem narisala zdajle, da je tako najboljše, ker da vam pač ne kažem na PowerPoint prezentacijah. Če so to naša leta in da ste stari, ne vem, 40-35 let, ne morete pričakovati, da določeni vzorci, ki ste jih imeli celo življenje, da se bodo odpravili z enim izobraževanjem, z eno knjigo, z eno delavnico. To je nekaj, na čem je potrebno delati, graditi iz dneva v dan. In sama sem se obdala ženskami, ker so šle skozi te letne izkušnje in te navade vzele v obzir. To pomeni, starši nam dajo določene navade, ki jih povzamemo. In če ste živeli, kako dolgo ste živeli pri starših, te navade ste, te vzorce ste vzeli od njih. Poanta je samo, ali ste jih znali ozavestiti,
da ti vzorci niso dobri za vas. Potem so bili, to pomeni starši, pol brat, sestra, pa so prišli prijatelji, za prijateljem je prišel partner, ko ste se prvič zaljubili, včasih govorim na moško, včasih na žensko. Potem pridejo novi sodelavci, greste v službo, a na vmes imate še sošolce, potem pridejo vaši otroci in na koncu zelo dosti vpliva vaša služba. In to je krivulja, moja krivulja, kdaj sem se odločila narediti spremembo. Kdaj sem se odločila sebe hraniti, sebe izobraževati. In 5 let, več kot 5 let, okrog 5 let, konkretno vsak sleherni dan delam na sebi. In če mi se ne soočimo s svojimi navadami in želimo, da pridejo spremembe, pomeni, veliko mailov dobivam, veliko mailov na to temo, kaj naj naredim, da bom imela boljše prihodke, kaj naj naredim, ful sem delovna, kaj naj naredim, da pripeljem nove stranke, kaj mi predlagate, kaj mi priporočate. Drage moje, kaj vam priporočam? Pa vam zdaj iz srca to želim. Samo da delate na sebi. Bolj, ko boste delali na sebi, bolj boste verjeli vašim odločitvam. Vsaka vaša odločitev bo prava. Zato so moje punce naredile naše ambasadorke. Program za vas, mislim, jaz sem ponosna na njih, ker so izbrale, ker tako in tako dobivate vse brezplačno noter v gibanju. In potem veste tudi same, vse karkoli je brezplačno, ni nič vredno. Prvič, ko boste dali 10 evrov za nekaj, takrat boste začeli delati na sebi. Vse to, tudi ta video zdaj, ki gledate, jaz upam, koliko vpliva. Lahko vpliva 1 minuto, lahko vpliva nekaj časa, lahko pa da vam da en korak, da boste našli nekoga, učitelja, da boste začeli delati na sebi. Ampak, dragi moji, drage moje, vse smo in učenke in učiteljice. Čisto vse. Tudi jaz sem učenka. Tudi jaz se še vedno učim. Jaz sem šele zdaj odkrila, koliko je priložnosti. Jaz sem šele zdaj odkrila moč tega, da karkoli si želim, da zato ni mi potrebno delati cele dneve, da mi ni potrebno ne vem komorkoli se dokazovati, da mi ni potrebno najeti razne strokovnjake, marketinške guruje, da bojo oni znali moje besedilo spraviti na ne vem kakšen način. Jaz vse, kar imam Roka, to pomeni eno agencijo, mlada ekipa, agencijo 21, ideja 21, ki skrbijo samo za to, da mi te nastavitve dobro uredijo. Vse ostalo ni potrebno. Skrbim pa jaz pa Savina. Zaradi tega, kaj mi bo marketing naredil, če jaz ne verjamem v to. Najprej moram jaz verjeti in ko jaz verjamem, vam napišem ta stavek in ene se križate, ker stavek ni pravilno slovnično zapakiran, druge pa vzamete in dojamete bistvo, kar vam govorim. Ampak lahko veste, da en stavek bo 30% razumelo tako, 30% razumelo tako, 30% razumelo tako. In tisti 10%, ki bojo nekje na čisto podobno moji valovni dolžini in bojo rekli, aha, to je želela povedati. Ampak na kateri stopni rasti ste? In ti tam, kjer ste na tisti stopni, kateri ste rasti, tam boste dojeli. In so za vas pripravile, tudi jaz bom zraven tega, ampak res trudijo se. Včeraj so imele Zoom, oziroma iskreno povedano danes, ker jaz danes nimam video, zato da vam ga dam jutri, da vam ga jutri objavim, to pomeni danes bom objavila video, ker želijo povedati, kaj so one naredile, da so spremenile te svoje navade. No, in zdaj poglejmo, kako boste prišli do svojega poslanstva. Zelo hitro boste tudi dobile zgodbo moje astrologinje, naše astrologinje, ki dela z nami. Tudi ona mi je pomagala na tej poti, kako ugotoviti, da mogoče, da ti da neko potrditev, ko ti rečeš, ti bi pa to začel delati, pa ona reče, ja, na pravi poti ste,
kar akcija, super vas to podpira. Ne? No, in zdaj gremo pogledati. To pomeni, najprej sem se dotaknila, bolj ko boste vedeli, kdo ste, kdo želite postati in zakaj počnete to, kar počnete, bolj boste uspevali. Podpišem, drage moje, podpišem. Zato je nastalo to gibanje. Glejte, ne morem sam pomagati, se strinjam, da ne. In cel kup mailov, glejte, vse sem odpisovala, zdaj pa ne morem več. Zdaj pa je prav, da tudi cenim svoj čas in da tista, ki res želi narediti korak, lahko pride k meni na coaching, lahko pride k meni na delavnico, sem nekaj treba narediti, lahko pride katerikoli izmed mojih ambasadork. Krasne so, vse delajo na tem področju, ker so one naredile spremembe. Vsaka od njih je krasna. Poglejte si, kaj so naredile. Mislim, če bom naštevala, bom še veliko so naredile. Vsak od njih je tudi meni pomagala. Mi si ena drugi pomagamo, skupaj rastemo. In zdaj poglejmo, kako lahko postanete točno to, kar želite. Lahko postanete več, kar sem jaz. Lahko postanete vse tisto, kar sanjate o tem. To je to. 7,5%. Poglejte, 85%, da lahko postanete točno takšna oseba, kot si želite. Da ne bom rekla boljša. Točno to, kar želite, je, da verjamete, so vaša prepričanja. Samo 7,5% je znanje in 7,5% so sposobnosti. Drage moje, pa nič ni izgubljeno. A veste, koliko ljudi poznam, ko se odloči, da po službi začne skrbeti, dejansko živeti svoje življenje. Pa to vidite pri njih, ki se za 10 let pomladijo. Evo, to je moja želja. To je moja želja, da pomagam ljudem, da ne rabite čakati, da greste v penzijo. Z tega, ker v penziji dajete ta vibe, to energijo. In potem še oni isto to reče, aha, vse je v redu, vse lahko počakamo, po penziji bomo šele začeli uživati in delati. Koliko je takšnih, ki to res misli, da to drži. To ne drži. Pred 5 leti, ko smo dobili vse nagrade, sem se počutila prazno. Imeli pa smo vse, uspešni smo bili, vse nagrade, pa nikaj ne, pa mi je manjkalo. Pravim, da če si uspešen, si lahko tudi srečen. Sam je treba za to nekaj narediti. To ni samo slediti tistemu, kar nekdo drug govori, slediti sebi. In zdaj smo pri naslednji strani. Evo, še enega imam. Kje se začne? Najprej se začne, da se odločiš, da narediš korak in da rečeš, jaz sem odgovorna za svoje življenje. Samo lahko jaz spremenim svoje življenje. Drugi korak, kateri je moč misli. Moč misli. Jaz včasih ne potrebujem slišati vas, oziroma slišati, spoznati vas. Jaz vas samo poslušam in vem, kam spadate, v katero skupino spadate. A ste dovolj samokritična, ali imate moč tistih negativnih misli, ki mislite, da se nič ne da, da so vsi drugi krivi. Ali imate moč, ko rečete, jaz sem borka, jaz bi želela narediti neko spremembo. In tu se noter dogaja, tu je vedno tako, da se nam angelčki, pa hudički, demoni, tako, vedno. Spomnite se kakega mojega videa, ko sem rekla, jaz sem čudovita, pa je prišel demon, pa dej, kaj se zafrkavaš, da si čudovita. Jaz verjamem vase, ja, dej. Ampak to je nekaj, kar je potrebno delati na tem 21 dni, zaradi tega, ker je moč misli največje orodje, da lahko svoje življenje spremenimo na boljše. 60,000 misli ponovimo vsak dan. Ene povemo, ene ne povemo. Samo 5% je lahko novih, 95% je starih, od včeraj, predvčerajšnjem, pa še en dan, kasneje. Moč misli. In zdaj pride čas, dragi moji, da se soočite z resnico. Kje ste?
Kje ste vi na vaši poti? Kje ste? To je vzorec, katerega jaz učim. To je to, kar sem prvo sebe učila. Prvo sem delala, to je vzorec, ki ga je Robin Sharma pred 5 leti, mislim, da je 5 let nazaj, ali 3 ali 4, da vam zdaj, prvič izpostavil in sem ga želela razumeti. To pomeni, a vidite, upam, da potrebno je ugotoviti, kje smo, to pomeni točko resnice, kje se mi trenutno nahajamo. Najprej je bilo, to pomeni vsa 4 področja so pomembna za vašo rast. Vsa 4 področja. Najprej se ukvarjamo z moč misli. To pomeni, kakšno je naše mišljenje. A je naše mišljenje, da mi zmoremo, da smo mi kreatorji svojega življenja? A je naše mišljenje, da lahko stopimo ven iz cone udobja in da smo pogumne za to? Ne, da nas je strah, ne da razmišljamo, kaj bo okolica govorila o nas. To je prva stvar. Moč misli, najmočnejše orodje. Druga stvar, 25% duše. A znamo sploh slišati? A znamo slišati to svojo dušo, kaj želi? A smo povezani, a smo v stebru? A smo povezani z umom in srcem in rečemo, ja, to sem jaz, to govorim jaz, ne drugi. Jaz se strinjam s sabo. To pomeni, notranje ste mirni, tudi če izrazite drugo mnenje ali pa če se ne strinjate s kom in vas ne zanima, kako bo on to sprejel. Povedali boste na lep način, ampak boste rekli, aha, spoštujem tvoje mnenje, ampak moje mnenje je malce drugačno. In moje mnenje je res drugačno od ene moje terapevtke. Moja terapevtka izpostavlja, da ne vidi smisel v sodelovanju. Jaz pa predvsem vidim, da je največji smisel v sodelovanju. Vam povem zakaj. Ker jaz sem vizionarka in potrebujem zraven sebe ljudi, ki bodo želeli implementirati to. In če je blagovna znamka Organko nastala v moji glavi, nisem mogla sama narediti. So jo mogli moji sodelavci podpreti in mi pomagati, da smo jo plasirali na tržišče. Ok, gremo naprej, ker sem že pri 17 minutah. Ampak to, dragi moji, to so 4 konkretna predavanja. To ne gre v enem. Eno predavanje se samo odpre mišljenje, da najprej sploh sprejmete, kdo v resnici ste, da si odpustite, kakšni ste in da začnete delati na sebi. Drugo, vsako izmed teh terja svoj čas. Gremo zdravje, se dotakne zdravja. Če ne skrbimo za našo fizično kondicijo, ne moremo biti uspešni. To pomeni vsak dan, če vsaj pol ure ne namenimo sebi, zato da smo fit, da je naše telo aktivno, oziroma da tudi vemo, kaj jemo, kaj vnašamo vase. To je kar malo morje vsega. Tudi to se učimo na eni celi delavnici. In potem 21 dni delati na tem. Ne gre takole. In potem se dotaknemo še srca. Srce. Ko peljem, bom drugače povedala, pa si bom zato vzela 1 minuto. A veste, ker sem jaz poznala moč srca, moč ljubezni, da ni ega v ljubezni, da je vse lepo, sem začela privabljati v svoje življenje lepše ljudi. Prvo je bilo to. In ta druga zadeva, kar si želim, res kaj bi si želela, da bi menedžerjem, vodjem, lastnikom, vsem tistim, ki vodijo ljudje, pomagala, da iz menedžerjev postanejo pravi voditelji. In pravi voditelji postanejo edino na tak način, če poslušajo svoje srce in si to dovolijo. To pomeni, da je ego dela za njih, ne pa da oni delajo za ego. In predvsem to, kar se v podjetjih dogaja, da ne upamo povedati po resnici, ker nas je strah, kako bo to vodja sprejel. Če je dobro povedano na lep način, to je vsekakor sprejemljivo. In to je moj mission. To je moj mission. V gibanju je opogumljati vas, drage ženske,
da se zavedate, da lahko naredite spremembo, ampak ve jo morate narediti. Lahko pa dobite učitelje, ki vam bodo pomagali na tej poti. Delali boste pa same. Kako boste? Naj vam dam primer. Če se dogovorimo, da si vsako jutro rečete in da se pogledate v gledalo in si rečete, kako ste čudovita, da si rečete, lepa sem. Jaz ne morem 21 dni delati namesto vas. Jaz delam to vsak dan. Ampak dobro, na začetku mi je bilo težko, pa sem rekla, postajam lepa. Želim si biti lepa. Potem sem rekla, pa lepa sem. Ampak to tudi vi zmorete. Vse, drage moje, vse to zmorete, čisto vse. In to vam bomo skozi zgodbo, to, ko imamo v petek, punce so naredile 2,5 ure program, najprej boste spoznali, da kdo v resnici ste, da je treba najprej do tega se dotakniti, kakšne so vaše vrednote. Ker če ne veste, kakšne so vaše vrednote, kako boste vedeli, kaj želite v življenju, v katero službo bi želeli iti, kaj bi želeli dati, najprej so te vrednote. A veste, vsi živimo vrednote, samo se ne zavedamo tega in potem te iste vrednote prenesemo še na naše otroke. Ja, tako da v petek, a veste, kaj sem rekla tako, ker so me punce vprašale, več smo jih imeli prijavljenih na naš dogodek 3-dnevni na Bledu kot danes, kar jih imamo prijavljenih na spletnem dogodku, ki je stane 36 €. In potem sem puncem rekla, drage moje, če jih ne bomo vsaj 100 nabrale, da se nam pridružijo in da delajo na sebi, boste vaš čas namenili raje sebi, svoji družini, svojim najbližjim, kot pa, da boste z mano, ker veste, to ne bomo, mi bomo 4 ure, mi že delamo to. Mi že delamo to nekaj mesecev na tem programu. Tako da, vse tiste, ki želite rasti, vse tiste, ki želite nekaj narediti zase, je prvič to, da vzamete nek denar in ga položite in si vzamete čas zase, zaradi tega, ker ste to plačali. To bo samo vaš čas. Vaš čas. Vaš. Nihče vas ne vidi. Nihče. Samo slišali boste. Gledali nas boste. Gledali boste našo povezanost. Gledali boste, kako bomo te 4 korake. Seveda se bomo samo dotaknili, da ne bo pomote. Samo dotaknili se bomo. Dotaknili se bomo tega, vaših prepričanj, in dotaknili se bomo tega. V 2,5 ure, nažalost ne gre, da bi vam razkrile vse tisto. Bomo pa ozavestile, na čem je potrebno delati. Bodite potrpežljive same seboj, zavedajte se, da smo vse učenke, in da na nek način smo tudi vse učiteljice. Strah dajte na stran, ker je to vaš največji sovražnik. Tiste, ki ste ga dali stran, ste pogumne in vam čestitam za to. In sem ponosna, da ste naredili ta korak. Res, res. Ja, punce. Gledanje videa je nekaj. Dela na sebi je nekaj drugega. Vzamite knjigo v roke, preberite kaj. Ne gledati zdaj filma. Danes si rečite, da bo vaš dan fenomenalen, da se boste super počutili, da boste uspešne v poslu, vse povsod. Dovolite si dobre misli. Ampak to je tisto, na čem je potrebno delati. V petek vas pa pričakujem na spletnem dogodku, kjer boste uživali skupaj z mojimi ambasadorkami, z našimi ambasadorkami, kjer vam bomo dotaknili se bomo, kje v resnici boste res poznali, kje v resnici ste, v kateri točki v resnici ste. Čau, čau. Lepo bodite, vse dobro vam želim, krasen teden in tokratni teden smo skupaj z mojo Aleksandro. Mislim, da jaz bom posnela vam nekaj videov, kratkih, ta je malo daljši, ampak potem bo pa malo krajši video na temo poslanstva. Čau, čau.